Dober večer. Dober Evo, večer. nekaj se nas je nabrali tukaj le, nekaj vas je na uni strani. Koliko vas je na uni strani? 11? Ja, Vprašaj, se slišmo? dajte povedati, če se vse sliši, če se vidi, če so kakšne tehnične težave, kakšen je prenos, bo kdo kaj sporočil Super nazaj. vse. Dober večer, super vse. Živijo, lepo zdrav, blagoslov vsem. Ja, danes sem se mogel kar dolgo časa pripravljati na zelo težke teme. Seveda vedno iščemo tudi rešitve. Rešitve bojo tudi prišle, bomo videli, koliko bomo danes s tem časom. Skratka, imamo za moje življenje najtežje teme, jih je toliko na kupu, kar jih bomo danes predstavili. Govorili bomo o tem tednu, se je v parlamentu odvijalo glasovanje o vmesnem poročilu o ukradenih otrocih v Sloveniji, kako je to izgledalo. Potem bomo povedali še, kako je slovenska država praktično, kako so vse državne inštitucije začele prodajati naše osebne podatke v Ameriko, obveščevalnim službam, kako ustavno sodišče ni upoštevalo našega predloga za začasno zadržanje zakona o upravnem postopku, ki priseljuje ljudi v digitalizacijo in krši 4 ustavne člene. Govorili bomo o informacijskem pooblaščencu, ki krši naše ustavne člene. Govorili bomo o varuhu človekovih pravic, ki krši naše ustavne člene. Govorili bomo o Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki krši naše ustavne člene. Vsi navedeni prodajajo naše osebne podatke protiustavno, osebne intimne podatke v Ameriko, do katerih ima dostop obveščevalna služba ameriška, in tako profilirajo nas in skratka lahko rečemo, da danes razglašamo konec države. Država ne služi več ljudem, državljanom, ampak je postala podjetje, korporacija, DOO, DD. In pri analizi kršitev teh podatkov je skupina NSD odkrila ne samo kršitve, ampak prodajo Slovenije, SDH z na čelu z, kako mu je že ime, predsednik SDH-ja Žiga Debeljak, in s tudi novimi zakoni, ki so zdaj 1. januarja prišli v javnih uslužbencih. Skratka, nalili si bomo čistega vina, države z ustavnimi pravicami za nas državljane ni več. Mi smo zdaj produkt, viri, človeški viri za izkoriščati in ustavne pravice, ki smo mislili, da jih imamo, jih ni več. Tako da danes je pogreb države. In najhujše je tudi to, da ne da je sam pogreb države, da je tudi pogreb cerkve, ker tudi cerkev prodaja osebne intimne podatke ameriški obveščevalni službi. Tako da bo tema grozljiva, pač streznitev. Zdaj ostali smo brez države, ostali smo brez cerkve, ki naj bi služila ljudem za povezavo z Bogom, tako da mi pač imamo direktno povezavo z Bogom in imamo tudi svojo ustavno kategorijo, uradni list društva Belis, ki ščiti naše ustavne pravice z vsemi mednarodnimi pogodbami. In tako da zaenkrat to je v uvodu, zdaj pa bomo začeli bomo s to parlamentarno preiskavo. Tako da, evo, Bog vas blagoslovil, naj vam da čiste misli, naj vam da velike energije, mene polaga besede na usta, da ne bo moj ego govoril, ampak da bojo bistre besede in da bojo točni podatki
uh, da bomo lažje tole prenesli. Zdaj bom jaz probal čim hitrejši, da se ne bo vlekel preveč. Alenka Jeraj je 2 dni nazaj objavila na svoji Facebook strani, da so glasovali v Državnem zboru. In zdaj bom jaz tole prebral, o čem so glasovali. Točno to z njenega Facebook strani. Alenka Jeraj je bila predsednica te komisije in vam bom prebral. Se pravi, 6. februarja včeraj sem jaz to objavil oziroma dol snel. Danes smo v parlamentu, 3. februarja je bilo to v parlamentu, so odločali o vmesnem poročilu o ugotavljanju dejstev v primerih ukradenih otrok v Sloveniji. Intenzivno delo preiskovalne komisije, ki je bila ustanovljena aprila 2024 in je obravnavala 27 primerov domnevno ukradenih otrok, pač teh otrok ni, so bili, zginili so, ampak ker ni dokaza, je pač ta beseda domnevno. Smo zapisali na skoraj 400 straneh. To poročilo v komisiji smo sodelovali poslanci SDS, NSI in SD. Poslanci Levice in Gibanja Svoboda v komisijo niso želeli sodelovati. Iz Levice prihaja minister za družino, socialo. Luka Mesec, njegova stranka ni hotela preiskovati ukradenih otrok. Imamo ministra, ki noče ugotoviti, kdo je ukradel otroke. To je že en grozljiv podatek, da sploh živimo v taki državi. Luka Mesec. Komisija je ugotovila veliko pomanjkljivosti, napak in nepravilnosti v dokumentaciji, postopkih pri vodenju evidenc, vpisih rojstev in smrti, odreditvi obdukcij in hranjenju parafinskih vzorcev. Pri veliko primerih ni jasno, kaj se je z otroci zgodilo, saj ni grobov in podatkov o tem, kdaj in kje naj bi bili pokopani. Zdaj, ko tole beremo, še ta teden so prišli Epsteinovi podatki ven. Če še to povežete, lahko vam grejo kocine po koncu, v kakšni državi živimo. Komisija je na več kot 40 sejah zaslišala veliko prič, najprej mamice, brate in sestre otrok, katerih usoda ni znana, nato pa tudi zdravnike, ginekologe, pediatre, patologe, babice, administratorje, socialne delavce, uradnike in tako naprej. Nobenega primera nismo dokončno rešili, saj ni bilo dovolj časa, mandat komisije se namreč izteka. Popolnoma šokirana sem bila, ko so poslanci Gibanja Svoboda glasovali proti vmesnemu poročilu, poslanci Levice so se vzdržali in bila sem razočarana, ne zaradi mene, ki sem komisijo vodila, in ostalih aktivnih članov komisije. Vsi smo se res trudili, da smo delo opravljali strokovno in nismo politizirali, saj gre za usode ljudi, otrok in v interesu vseh bi moralo biti, da izvemo resnico. Kaj se je z otroki zgodilo? Ali so res umrli, ali so živi in če so živi, kje so? Predlagali smo 3 sklepe, in sicer, da se vmesno poročilo pošlje na specializirano državno tožilstvo, kjer obravnavajo te primere. Druga točka, tožilstvo naj bi Državni zbor obveščalo o napredku pri preiskovanju teh primerov. In tretja točka, predlagamo, da se komisija, ki bi nadaljevala z našim delom, ustanovi tudi v novem mandatu. Tudi proti temu so glasovali poslanci Gibanja Svoboda. Žalostno sem res zaradi mamic, ki so z nami delile svoje zgodbe v upanju, da jim bomo prisluhnili in pomagali, da ugotovijo, kaj se je zgodilo z njihovimi otroci. Sram me je zaradi kolegic in kolegov poslancev, saj si ne morem misliti, da so tako brezsrčni. Sama se bom še naprej, kolikor bo v moji moči, trudila, da pridemo do resnice, kaj se je zgodilo z otroki, ki so na nenavadni način izginili, oziroma ni njihovih grobov. Vmesno poročilo najdete na povezavi. Vmesno poročilo smo se mi sprintali, da bomo podrobno obdelali. Je takale debela zadeva, 400 strani.
lahko najdete to povezavo na Facebook strani Alenke Jeraj. Zdaj pa Alenka Jeraj je še objavila, res sem jih hvaležen, da je objavila poimensko, kdo je glasoval, kako je glasoval in kdo ni glasoval. In to bom zdaj prebral. Kateri poslanci so glasovali proti temu poročilu, da se zadeva ne bo raziskovala. In evo, tukaj je spisek poslancev. Glasovanje dne 3.2.2026 ob 17.46, EPA 2719-IX, kvorum za proti 67 poslancev je bilo prisotnih, 23 jih je manjkalo, 30 jih je bilo za, 37 proti. Odsotni so bili, nedopustno, da se pri taki pomembni zadevi ljudje ne vzamejo časa, izbrani na volitvah, 23 jih je manjkalo. In seveda tudi kolegi od Alenke Jeraj iz SDS-a, prvi je Franc Breznik, še nekateri, tudi Janez Janša je manjkal. Ampak da jih preberem. Odsotni Franc Breznik, Cigler Kralj Janez, Dimic Iva, Godec Jelka, Grajf Tatjana, Irgl Eva, Jakopič Milan, Janez Janša, Kaloh Dejan, Knežak Soniboj, Kordiš Miha, Kosi Andrej, Lenart Jožef, Medic Franc, Novak Tine, Ovnik Gašper, Poglajen Andrej, Rosec Franc, Sukič Nataša, Tanko Jože, Vrtovec Jernej, Žakelj Janez, Žavbi Lenart. Za vsaj 4 vem, da so poslanci od SDS-a in niso podprli svoje kolegice. Proti so bili Klakočar Zupančič Urška, Avšič Bogovič Nataša, Bon Klanšček Mirjam, Derganc Jožica, Gazinovski Sandra, Granfol Vera, Gregorič Miroslav, Girgurevič Lena, Intihar Alma, Kert Andreja, Kozlovič Tamara, Novak Tereza, Rajbenšu Andreja, Sluga Janja, Stegovec Mojca, Štraus Katarina, Tacar Perlin Lucija, Vonta Tamara, Zupan Josipovič Mateja, Žibrat Sara, Živic Andreja. Me zanima, sem na ženske navedel, ali so mamice ali niso mamice. V nobenem primeru ni to dopustno, ni človeško, ni sodobno civilizacijsko, protiustavno, nemoralno. Boste objasnili to svojim sosedom, ko se boste srečali na ulici. Možakarji, ki so bili proti, Čebela Bojan, Janev Robert, Kranc Darko, Lah Tomaž, Lamut Miha, Lep Juri, Lipičnik Aleš, Premik Dejan, Premk Martin, Prosen Kralj Aleksandar, Rezar Aleš, Stojanovič Dušan, Suč Dejan, Uranič Teodor, Vrečko Rastislav, Žnidršič Jernej. Zdaj lahko bi prebral še poslance, ki so za, ampak ne bom jim delal reklame, ker bi mogli biti vsi za. Je dosti grozljivo, da vemo za te, ki so bili proti, in za tiste neodgovorni, ki so manjkali. To ne gre za afero o smetnjakih, tako kot je bilo pri temule našemu Erjavcu. Gre za 27 otrok, ki so lahko bili žrtve trgovine z blagom. Se pravi, lahko so končali pri Epsteinu, lahko so končali na satanističnih orgijah, lahko so jih tudi, ne bom govoril kaj, zverinsko mučili. In
v interesu slovenskega ljudstva je, ki živimo v tej državi, da vemo, kaj se dogaja z našimi otroci. In mislim, da nihče več ne bo povedal v Ljubljanski klinični center oziroma v porodnišnico roditi otroka, zato ker je komisija zahtevala dokumentacijo od Ljubljanskega centra, Univerzitetni klinični center Ljubljana, zdravstvena dokumentacija, zahtevek 17.7.2024, status odgovora zavrnitev, izdana sodna odločba. Sodna odločba, da jim ni treba dati teh zdravstvenih podatkov, kam so otroci zginili. Kje so se rodili, kaj se je dogajalo z inkubatorji, kaj se je dogajalo v porodnišnici, obdukcija, mrliški listi, grobovi. Skratka, sodišče je poseglo vmes, še en večji zločin, da boste vedeli, v kakšni državi živimo. Za otroke ne bomo zvedeli, kje so, ker je sodišče reklo, tega ne bomo raziskovali. In Ljubljana lahko dela to še naprej. Ostale bolnišnice, Murska Sobota, gradivo predloženo, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, gradivo predloženo delno, se pravi, so že delali selekcijo. Splošna bolnišnica Trbovlje, gradivo predloženo v celoti. Splošna bolnišnica Celje, gradivo predloženo. Splošna bolnišnica Novo mesto, gradivo predloženo. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrč Ptuj, gradivo predloženo delno. Skupnost centrov za socialno delo, gradivo predloženo. Ne rabimo sploh naprej govoriti, kako je z informacijskim pooblaščencem. Že tole, kar sem zdaj prebral, je konec države. In tukaj se bomo začeli drugače pogovarjati. Ali bomo mi še plačevali davke, siguren bo velik problem v Sloveniji, da bomo plačevali davke za to, da nam bojo otroke kradli po bolnicah. In tudi olimpijske igre ne bojo toliko pomembne teh 14 dni kot tale dokument, ki smo ga zdaj prebrali. Sedemintrideset poslancev je rekel, države ni več. Zdaj so nam povedali, da države ni več. Ker otrok noče raziskovati, kam so zginili. Pogreb in Bog nam pomagaj. Ko sem jaz bral knjigo od Mihaela in Eveljane, Pripetljaj, kako so njima otroka ugrabili in po 7 dneh je pač mogel zapustiti telo. Eveljana pravi, da je njegov duh živ in njegov duh vodi to društvo. In zato je tudi to društvo najmočnejše v Sloveniji, ki bo razkrival še naprej vse, kar je povezano z grozodejstvi slovenskega naroda. In ko sem bral to knjigo, strašna jeza me je, božja jeza, bom rekel, prevzela in nimam več volje živeti v taki državi. Nimam več volje živeti v taki državi. In še potem poročilo zdaj ta teden, imam še manj volje živeti v taki državi in prosim Boga, da nas odrež teh satanističnih struktur. Marina Abramovič ima tamle 500 metrov stran v Cukrarni razstavo, novembra je odprla do 5. maja. Častijo to satanistko, ki je v Epsteinovih fajlih. Pirc Musarjeva se z njo slika kot neka velika zvezda, svetovna umetnica. Mi živimo v satanističnem sistemu, v satanistični državi, vsi ščitijo krajo otrok, krajo premoženja, pijejo nam kri preko davkov, preko odločb, preko sodnih postopkov. Nič več ne deluje, gre samo za padec vseh členov. Mi imamo pogodbo z državo preko ustave.
Ustava se krši na vseh možnih členih. Tudi 3.a člen, ki je zdaj nad ustavo, pravi, da naj bi mednarodne inštitucije dobile delno, da prevzamejo delno suverenost Slovenije. Ta delno ni delno, ampak je celotno suverenost so nam vzeli. Banke diktirajo naše zakone, zakonodaje pišejo menedžerji in v Google dokumentih se zakonodaja zdaj piše, se samo prevaja. 3.a člen Slovenije lahko za mednarodno pogodbo, ki jo ratificira Državni zbor za dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot. Da smo mi stopali iz vseh teh organizacij, Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in NATO, smo zaradi 3.a člena, ker ne spoštujejo človekovih pravic. In mi nismo neko vaško gasilsko društvo, ampak smo osnovani na temeljih vseh mednarodnih pravic, zakonov, spoštujemo ustavo, spoštujemo vse mednarodne zakone. In društvo ima avtoriteto, ker stoji z resnico, ker govori tisto, kar je res in prezira laž. In laž ni tisto, kar bi bilo odrešitev za duše, ampak je laž tisto, kar ubija duše. Resnica ne boli, resnica osvobaja, laž pa zagotovo vedno ubije. In po mojih izkušnjah, kadar človek laže, ne živi duša, živi lupina oziroma duša je mrtva.